Dobrodošli v podkastu Mladost na kmetiji. Za današnjo epizodo podcasta Mladost na kmetiji pa sem obiskala 22-letno Silvo Opara iz Mirne Peči. Ima starejšega brata in starejšo sestro. Že oče je bil rojen na kmetiji, jo prevzel in delal. Pred 8 leti pa je vodenje prevzel starejši brat. Na kmetiji je veliko pomagala tudi mama, vendar ji je pred 12 leti delo otežila bolezen. Drugi za Silvo pravijo, da je pridna, zagnana, delovna, nasmejana, energična in zna poprijeti za vsako delo. Silva, lepo pozdravljena. Zdravo. Da razbijeva led z enim enostavnim vprašanjem, mi najprej povej, kako si. Pa v redu, nimam kaj za jamrati, sem malo živčna. Ko sem se pripeljala na dvorišče, sem te zagledala pred štalo, torej si danes imela že kar nekaj opravil. Ja, dobro, ni tako hudo, malo sem popravila kravam za jest, pa zjutraj pripravila zajtrk za naše, ko so prišli iz štale. Odlično. Silva, ti si po osnovni šoli obiskovala tehniško gimnazijo. Potem pa začela študij na biotehniški fakulteti. Kakšen je torej trenutno tvoj naziv? Moj trenutni naziv je diplomirana inženirka živilstva in prehrane. Zakaj si se odločila za to smer? Zelo mi je bilo zanimivo, ker je veliko povezano s hrano, tudi doma smo pač veliko pripravljali hrane, pridelali svoje hrane. In ja, tam je veliko povezano s tem zaradi tega. Zato si izbrala to pot. Tako. Zdaj pa obiskuješ prvi letnik že magistrskega študija iz programa živilstvo. Kaj pa bi rada počela, ko končaš študijem? Kakšne imaš kaj plane? Moj plan je v bistvu, če bo sreča, da bi se zaposlila v nekem živilskem podjetju. Nimam nič zbrano, kje, kako, kar bo prišlo v bistvu. Pa da bi tam skrbela, ne vem, ali za kontrolo živil, ali v proizvodnji, ali v laboratoriju, mogoče v razvoju. To je sanjska služba. Tako, ja, v bistvu si puščam odprte smeri, sem da bi bilo pa pač nekaj v moji smeri. Tako. Kateri pa so te ključni vidiki študija, ki jih morda že zdaj lahko uporabljaš doma na vaši kmetiji? Predvsem najbrž glede varnosti hrane, pa mogoče ne toliko samo na kmetiji, oziroma bolj v gospodinjstvu pride prav, kot pri predelavi hrane, ne vem, ali pa pripravi hrane, ker veliko je pri nas na študiju povezano s tem, kako se recimo čist karikiram en primer, smo imeli peko biskvitov in različne temperature, različne priprave biskvitov in potlej smo gledali, kateri je najboljši recimo. In to pride v gospodinjstvu zelo prav, tako da. O tem velikokrat kaj preizkušaš in. Tako, ali pa kakšni mlečni izdelki in potlej doma delam kakšen jogurt, take zadeve. Odlično. Kljub študiju še vedno veliko pomagaš doma na kmetiji. Je težko usklajevati glede na to, da čez teden bivaš v Ljubljani? Pa ni spet tako težko, ker so se navadili, da mene ni da tako včasih doma. manjkaš. Da včasih manjkam. Tudi pač glavni je brat in svakinja in oči in potlej oni bolj poskrbijo za to. Jaz pa, ko sem čez vikend doma, jim toliko bolj pomagam, ali pa včasih me že kličejo, kadar je kakšna košnja. Boš doma, recimo, imaš čas, pride že v četrtek domov, bomo kosili, bi grabila. Tako da, ja. Pa bi zamenjala to mestno življenje kdaj s podeželjem? Nimam v planu in tudi ne bi rada. Še vedno je podeželje pač moj dom. Kaj pa v Ljubljani najbolj pogrešaš? Mogoče tisti mir, ki ga imaš tukaj pri nas. Ali pa recimo tukaj pač, kadar imaš čas, greš lepo na njivo, imaš svoj mir. Vmes, ko, ne vem, okopavaš, razmišljaš svoje stvari, še kaj predavetiraš, tam je pa skozi ti stvrveš, pa skozi imaš, ne vem, nekoga,
se mi zdi tudi v Ljubljani imam cimero in pač Veliko je nekega prilagajanja. tako. Katere pa so tiste dobre stvari, za tiste, ki pa rada greš v Ljubljano? Kaj bi rekla? Zato mogoče prijatelji? Ja, predvsem pač družba je tudi doma super, ampak pač tudi v Ljubljani je eno glavnih stvari, ki pač me veže, da je v redu, v Ljubljani je družba. Pač ali prijatelji v mojem študentskem domu, ali sošolci, pač to je tista, ki me bolj veže v Ljubljano, pa da imaš vse blizu, to je dobro. To je dobra stvar Ljubljane. Ja, tja greš lahko kamor hočeš peš ali pa s kolesom, kle pač moraš v vsakem primeru imeti avto in se zapeljati. Ja, če ne traja kar nekaj časa, da kam prideš. Ja. Zdaj, če se vrneva malo na kmetijo, prevzemnik je brat. Tako je. Koliko časa že? Že nekje 8 let. Jaz sem bila v bistvu pred začetkom prvega letnika srednje šole, je on že prevzel kmetijo. Pa je bila to težka odločitev zanj ali ste že vedeli, da bo on ta, ki bo prevzel vajeti? Pa v bistvu ni bila težka zanj, on je že od majhnega bil zagnan, pomagal, potlej je tudi obiskoval biotehniško gimnazijo tukaj na centru Grm in pa potlej še naprej študiral zootehniko na biotehniški fakulteti in pač se je vedelo, da bo on prevzel, imel že velike plane in že on malo doma pomagal, da se je že takrat začelo širiti. Tako da, ja. S čim se pravzaprav ukvarjate? Nič še nisva povedali o tem. Kaj je vaša glavna panoga? Smo živilnorejska kmetija in v bistvu se ukvarjamo s pridelavo mleka. Imamo krave molznice, to je v bistvu, no. Koliko glav? Tam 80-90 glav, malo varira. Zdaj, omenila si, da ste kmetijo kar povečali. Kaj ste vse na novo zgradili? Je tako. Potem, ko je brat prevzel kmetijo, se je v bistvu pač prijavil na razpis, imel določene pogoje in po tistem se je v bistvu najprej zgradil nekaj novih silozov za krmo, potlej se je zgradil nov hlev, novi prostori za teličke, je pa ostala tudi stari del štale, tam so pa recimo krave, ki čakajo na da bodo imele telička. Potem pomagaš tudi pri molži? Zdaj ni več za pomagati. Zdaj je robotsko, tako da... Ampak ročno pa tudi znaš? Tudi znam ročno. Kdaj si se naučila? Že kot majhna? Ja, že kot majhna, ne vem. Po moje tam pri 5-6 letih sem že probavala. Sicer nikoli sama pač pomavzla cele krave, ampak naučila pa da zgodaj. Katero opravilo pa najraje postoriš, ko prideš domov za vikend? Najraje imam takole opravila na vrtu, kakšno sajenje rastlin, ne vem, solate, fižola, te zadeve. Kaj vse nasadiš, malo povej? Kaj vse? Evo, glih zdaj predprejšnji teden smo šli s svakinjo skupaj, smo posadili lepo česen, čebulo, potlej posejali smo korenček, rdeč, bel, fižol, ta nizki, ta visok še čaka, grah, kumare, buče. Je pa tudi neke vrste druženje potem to s svakinjo. Je res, ja. Da malo poklepetata in se podružita. Prej sva že omenili, da je mamo pred 12 leti doletela bolezen. Od takrat naprej hodi samo s pomočjo berglo. Zdaj predstavljam si, da je bila to kar težka preizkušnja za vašo družino, sploh ker ste bili ti brat in sestra še mlajši, praktično še otroci. Kako ste se potem znašli pri teh vsakdanjih opravilih? Tako v štali kot v gospodinjstvu? Pa ne vem, nekako nam je uspelo, takrat sta bila še dedi in babi živa, sta še one dva pomagala veliko. Pa nekako smo se, jaz sem bila še v osnovni šoli, ne vem, oči je skuhal namestni takrat, nekako smo se prilagodili.
Verjetno tudi brat je že kar. Tudi brat je že veliko krat, ali pa dedi, babi je bila tudi že takrat, ne vem točno, ampak je tudi patlek malo zbolela, tako da smo imeli malo tako težko, ampak smo se znašali. Zdaj, zunaj ni mogla pomagati mami več, je pa ostala recimo, da še vedno skuha, še vedno opere, sicer vse bolj s pomočjo tega, da sedi, ampak gre počasi. Kar pa tudi veliko šteje. Je tako, ja. Ja, veliko je opravil in fajn je, če je več rok za to. Je tako. Zdaj imaš pa tudi že kar nekaj nečakov. Ja, Koliko jih imaš? 3. Dva nečaka in eno nečakinjo. Kako pa se znajdeš v vlogi tete? Mislim, da mi kar gre. Veliko že od malega, kar imam prvega nečaka, smo bila veliko skupaj, ker je bilo čas korone in sem bila jaz doma, svakinja delala in smo bili veliko skupaj, tako da mislim, da kar v redu. Te kdaj porabijo za varuško? Ja, velikokrat. Včasih še sama rečem, da lahko jaz popazim. Opaziš, pa jih naučiš že tudi kakšno kmečko opravilo. Ja, tudi. Kakšno, ne vem, če ne drugega, da pomagajo s korolo, da kravicam jesti ali pa grabiti ali pa takole na njivo, da pridejo malo pomagati okopavati. Že kdo kaže kakšno zanimanje za kmetijstvo? Pa recimo, da najstarejši, ker trenutno, veliko se rad igra s traktorji pa to, ampak To je še pravi znak. Ja, je res. Ampak pustimo se prepustiti, ker so reše majhni, tako da. Zdaj, ti si zelo aktivna tudi izven študija in dela na kmetiji. V preteklosti si bila velikokrat animatorka na oratoriju. Kakšne spomine imaš na to? Same dobre. V bistvu, bila sem animatorka 4 leta, 4 poletja. To so bili res lepi časi. Malo paziš otroke, zelo dobro smo se razumeli z ostalimi animatorji in je bila res taka dobra izkušnja. Pa je bilo veliko otrok? Takrat zelo veliko, zdaj jih je, ko sem šla, recimo zadnje 2 leti jih je bilo že manj, zdaj jih je menda še malo manj otrok, ampak. Pa še kaj sodeluješ trenutno v župniji, kolikor ti le čas dopušča? Še, ampak nisem več animatorka, pač grem sem tako. Se še kaj dobivate in... Ja, vse večinoma smo bili animatorji leto nad mano, starejši od mene, leto mlajši od mene in smo pač tudi tako veliko skupaj. No. Še nekaj pa me je pri tebi zelo navdušilo, to, da imaš tečaj za bolničarko in da si del civilne zaščite v vaši občini. Povej mi to zgodbo, ki se skriva za tem. Kaj te je navdušilo, da si naredila ta tečaj? Pa v bistvu sem se pogovarjala z mojo prijateljico, ki je imela na meni, da delati ta tečaj. In potlej je ona zvedela, da jih je pri nas v Mirni Peči bolj malo, oziroma so že starejše in da pač ne morejo biti tudi več tako aktivne in me je nekako prepričala, da ne grem z njo narediti ta tečaj in smo šli potlej 3 punce skupaj delati ta tečaj. Pa obstaja za to kakšna starostna omejitev? V bistvu ne... Moraš biti že polnoleten ali... Ne rabiš biti še polnoleten, ker mislim, da sem bila takrat stara 17 let. Ko sem šla delat, prijateljica je bila še 2 leti mlajša, tako da po mojem, da moraš biti 15, nisem pa sigurna. Kako pa izgleda potem sam potek tečaja in potem nekega izpita? V bistvu tečaj traja 70 ur. Imeli smo ga na Rdečem križu v Novem mestu. Imeli smo predavanja in potlej smo nam večkrat poskušali tudi praktično prikazati in tudi nas so postavili v to vlogo, da smo mogli, nekoga so nam dali, da je kot ponesrečen, so nam rekli, ne vem, ima zlomljeno nogo in zdaj ga morate vi oskrbeti in smo mogli pač sami poskrbeti za to. In pa veliko so nas pripravljali tudi tako na skupinsko reševanje, recimo, če bi bilo kakšna množična nesreča, da gremo kot ekipa civilne zaščite tja in so prav postavili nekoga
vlogo vodje in potem ima ona razdeliti nam delo in nas poslati vsak k svojmu, pač zapomagati, tako da ja, na tak način. Pa si že bila kdaj v tej vlogi, da si morala nekomu pomagati ali pa kaj posredovati ali pa... V bistvu, razen kar je doma teh, če se kdo reže ali pa kaj, ne. Tudi prav po pride. resnici. Pač pride zelo prav, ampak da bi bila pa na čem tako, da je res hudo, pa še nisem bila. Tudi takole, kar so nas ponucali od civilne zaščite punce, smo bolj na, ne vem, na koncertu smo bile, če bi komu ratalo slabo, ker je veliko ljudi, da bi bilo pa kakšna taka stvar, da nas bi pozvali, res pa še ni bilo. Pa še ni bilo. Si pa tudi gasilka Je tako. prostovoljnem gasilskem društvu Jablan. Je tako. Imate tudi žensko ekipo, kaj tekmujete? Imamo žensko desetino, ravno zdaj se pripravljamo, v bistvu imamo ob nedeljah vaje in se pripravljamo na tekmovanje. Katero vlogo imaš? Si napadalec, kako to gre? Ja, jaz sem napadalka ena in Napadalka. pa tle imam malo več za teč, pa za raztegovati se vidi. Tako da. Pa ste prejeli že kakšen pokal? To še ne, mi smo bolj tako, kako čem reči, gremo glavno, da znamo narediti stvari in da se družimo, ni nam toliko, da bi pač zdaj šli na prva mesta. Zdaj ne moreva pa mimo tega, da si ti predsednica društva podeželske mladine Mirna Peč. Predsednica je bila že tvoja sestra, te je mogoče ravno ona navdušila, da potem si postala še ti. V bistvu ona pa moj brat sta me navdušila, da sem prišla v društvo. Oziroma že kot majhna, še preden sem bila članica, sem jim veliko pomagala na kakšnih dogodkih ali pa kaj. In sta me res navdušila, da sem v tem, potlej pa za njo je bil predsednik Miha Papež. In potem je zmanjkalo v bistvu, kdo bi bil za njemu in je nekako prepričal mene in sem pač v redu, bom pa jaz, sem že od tako majčkega zraven in zdaj sem ja, že nekaj let. Zakaj pa se najbolj prizadevaš kot predsednica? V bistvu zato, da društvo ohranimo in pa da se čim več družimo. Pač, da društvo ohranimo zaradi tega, ker po tistem, oziroma včasih se spomnim, ko sem bila majhna, je bilo na Dolenjskem 7 društev. Zdaj smo samo še 2 aktivna in tudi mi imamo mogoče kakšno težavo, oziroma sploh med korona je bila zelo težava glede članstva. Starejši so pač začeli počasi odhajati iz društva, imeli družine in niso več tako aktivni. Mlajše pa moramo nekako v Na bistvu kakšne načine pa privabiti. jih privabljate zdaj? V bistvu so objave, zdaj pač veliko mladih je na socialnih omrežjih, torej bistveno so Ste tudi tam objave. zelo dejavni. Ja, in pa takole. En član pove prijatelju, ga proba zvabiti noter na tak način. In tako gre to naprej. Tako, ja. Zakaj pa misliš, da je pomembno, da se to ohranja, da mladi res ostajajo na podeželju, se s tem ukvarjajo? Mogoče zakaj bi rekla, da je to pomembno za prihodnost? Če pogledava, ne vem, kmetijstvo čez nekaj let v Sloveniji, kakšno bo stanje? Zakaj se ti zdi, da mladi morajo to ohranjati? Jaz bi rekla zato, da pač razumejo, od kje pride hrana, kako pride, da to ni lahko. In to je v bistvu, da bi pač ostali, recimo, tudi prišli v društvo, tudi v društvo ne sprejemamo sem tistih, ki so s podeželja, lahko živi tudi v bloku, glavno je, da pač bi se rad pridružil, da ga zanima to, da se rad druži, da bi še tako. Se ti zdi, da so kmetje danes še vedno premalo cenjeni? Ja, mogoče res, da marsikdo ima tako za samoumevno, da ima hrano v trgovini, pa ne vem In to je čisto. to, ne pomisli pa, od kje to pride in kako trdo morate vi delati. Tako, ja. In da pač si, če imaš kmetijo, si 24 ur skoraj v pogonu
tiste par ur greš spat, ampak recimo tudi, če ima krava telička, pa še ostal sred noči, ali pa čeka, da je silaža, pa če boš delal do 2 zjutraj, 3 zjutraj in ob 6 spet ostal naprej. In kaj bi rekla, da je tisto, za kar je lepo biti kmet? Svoja hrana. Veš, kaj ješ. Tako. Odlično. Zdaj, preden končava najin pogovor, imam zate še 5 hitrih vprašanj, tako da te prosim, da na nje odgovoriš. In sicer, kaj je najboljši del dneva na kmetiji? Jaz bi rekla poletni večeri, ko je delo opravljeno in se lahko cela družina zberemo pod brunerico in se kaj pogovorimo, pojemo kakšen sladoled v miru, se nasmejemo. Tako. Rada sem teta, ker? Rada imam nečake, kaj če mi reči, ne vem. Z nečaki najraje? Najraje grem na kakšen sprehod ali pa recimo zdaj v spomladanskem času, da gremo nabrat bezek in pa tle delamo skupaj sirup. Za kmetijstvo si v prihodnosti želim? Da bi bilo bolj cenjeno. Mladostna kmetija je zanimiva, saj? Ne bi ga zamenjala, ker je res bilo super. Ne vem. Silva, hvala, da si vzela čas za naš podcast Mladostna kmetiji. Jaz ti želim vse dobro na tvoji nadaljnji poti. Mi, dragi poslušalci, pa se slišimo spet čez 14 dni. Z vami sem bila Kaja Zupanc.